Če te zanima podjetniška pot, kje začeti, v katere skupnosti se vključiti, kje nabrati info, kaj priporočaš? Klemen. Kje začeti, v kaj? Če te zanima podjetniška pot, kje začeti, v katere skupnosti... Ne, prej smo zato sem zdaj... Dobro, jaz nikoli v lifeu nisem bil, mislim... Ti si full connected. No, ampak podjetništvo, če ga tretiramo kot imaš svoj biznis, incorporated, jaz nimam te izkušnje, ne, mislim, imam izkušnje. Ampak si pa connected s podjetniki. Ja. To pa ne, če te zanima podjetniška pot, kje bi začel, potem pa pod vprašanje, v katere skupnosti bi se vključil, kje bi nabral info, kaj bi priporočal. To je tisto, recimo jaz lahko svojo izkušnjo povem iz faksa, se pravi, jaz sem po tisti zaključeni srednji zdravstveni šoli se mene začel pač biznis zanimati na splošno in sem šel na ekonomsko fakulteto in pa sem hitro videl, da delati nekako po teh principih, ki jih oni dajo, ne, se pravi, uči se, deli izpite, deli kolokvije, hodi na faks, to ni pot izven povprečja. Sploh tam, kar nas je bilo 600 v prvem letniku, plus 400 na poslovni šoli oziroma na visoki. Univerzitetni pa višji program. Ja, se pravi 1000 na letnik, pol jih pol odpade, ampak diplomira jih 300 na let, 500, ne vem koliko ne. Manjše verjetno. Po mojemu v teh 1000 na koncu pa je 100 do konca, bi ti rekel. Nekaj tazga, verjetno. Mislim, da jih pol je odpadlo. Pol jih odpade prvo leto. Prvo leta, ne? Ja. No, si na 500. Ja. No, ampak sem hitro videl, ne, da tam si v neki množici ljudi, ki iste stvari delajo. Ne, in to je pač definicija povprečja. Tako da pa sem zelo hitro začel razmišljati, kako bi jaz mal izven povprečja štrlev, pa to ni toliko navezava na to podjetniško pot, ampak bolj tako na general success v life. Da sem odkril ta karierni center na ekonomski fakulteti, ki so organizirali obštudijska predavanja, se pravi, to so bila predavanja, ki si šel prostovoljno tja in si poslušal o nekih tematikah. In pa sem to začel hoditi in pa sem potem nekem naključju odkril neko društvo in sem se včlanil v to društvo. In mi smo v sklopu tega društva, ki je bilo sicer marketinške narave, organizirali, ne vem, 20 do 30, 40 projektov in dogodkov na leto in ti v bistvu zastonj delaš, konektaš se s folkom, ki je že avtomatsko izven povprečja, zato ker vsi okoli tebe delajo zastonj neki, se pravi, že klesi sfiltriral nek passion ven. Se pravi, to so ljudje, ki malo več hočejo v life ali pa malo bolj so proaktivni. Sicer jaz sem mislil, da si imel en drug passion, ko sem videl slike tega društva, da si ti bil en redkih fantov v tej skupini. Ali je to res? Ja, ampak to je bilo na ključe, ko sem pol... je bilo na ključe, ok, verjamem v na ključe, ok. V bistvu je bilo tako, da sem jaz na mail sem dobil, da obstaja nek tečaj Photoshopa. Jaz sem Photoshop poznal, sem rekel, kako je to verjetno skill, ki je uporaben in sem se prijavil in šel v Novo mesto sam z vlakom. Bil je tako, ne vem, pol metra snega, sem šel dol na zadnji postaji. To v 80-ih, a ne? Ja, v 80-ih. In tacel do tega hostla, kjer je bilo to dvodnevno izobraževanje in slučajno je to društvo organiziralo ta tečaj in jaz sem čisto po nekem slučaju prišel. In po naključju te je to pritegnilo, da bi se joinil temu društvu s samimi puncami. Sej, make sense. Sej ti razumeš, ne? I feel you. Življenje je polno naključij. Tako. Ja, tudi koga followaš, unfollow. Naključje se vse posod, In jaz sem v bistvu tam je bila prva odskočna deska. Ne? Se pravi, če je nek nasvet, poišč nek tribe ljudi, ki so mal bolj pozitivni, mal bolj optimistični, mal bolj proaktivni in sam pač ustvarjaš nekaj, ne? In pa se same stvari zlagajo. Ne? Če pa tega ne najdeš, če govorimo o neki niši, ki te zanima nekaj specifičnega, pa lahko sam ustvarjaš ta tribe. Ne? Jaz mislim s to internetno tehnologijo, veš, pa s temi grupami, pa Facebook grupami, pa blog narediš, pa email listo, pa nekaj začneš migati, da hitro nek tribe ustanoviš, ne? In ta socialni kapital ti ostane za skos. In vse, jaz mislim, da večina uspeha izhaja iz socialnega kapitala. Ne? Tako da to je moj tak nasvet, ki je dosti boring, ampak je... To pač deluje. Ne, ni za boring. To ful deluje. Zato, ker dosti ljudi to sprašuje, kje začeti in
v bistvu iščejo na napačnih mestih. Veš, iščejo neke skillse, neke tečaje, nekaj, kar bo on sam v svoji sobi. Jaz pa ful mislim, da je veliko večji efekt, da ti greš ven iz te sobe, pa se dejansko s folkom družiš, nekaj ustvarjaš in mešaš ideje. In ja, to je ful večji efekt. Tudi meetupi, ne vem, meetup.com, zanima me dizajn. Če ne obstajajo design meetingi v Ljubljani, enkrat so bili, zdaj ne vem, če so še, organiziraš. Povabiš enega, ki bi nekaj predaval, ti si pa samo organizator. Ne? Začneš nekaj producirati. Ne? Ful zanimiv je ta bil, ko je Falič organiziral ta Ljubljana startup. Ne? To je bil prvi tak podjetniški hackathon / Startup Weekend, ja. Sam imamo besedo za to. Ja, nisem vedel. Na ekonomski. Ja. To je bilo to, ne. To je super. Se strinjam. In on je dobil iz tega, mislim, jaz sem ga tam spoznal, dobro mnenje sem imel o njemu, da je organiziral tako stvar, ne, in jaz ga vedno zdaj tretiram kot nekega kompetentnega posameznika, s katerim bi takoj ustvaril nek projekt. Ne. In verjamem, da nisem edini. Ne. In take stvari ti zavedno ostanejo. Se strinjam. Dobro si odgovoril. Sedi 5. Ja, če ima... Sedi 5. Če še kaj rabim, te lahko še vprašam. Ha? Ja, ti kar. Napiš mi na Instagram, DM. Sam zdaj mi bo šlo v request. V request mi bo šlo. Do you know Jani? Ne, no, no decline. Ja. Report spam. Ja. Kaj ti? Če te, se spomniš v vprašanje? Kje je začeti, v katere skupnosti se vključiti, kje nabrati info, kaj priporočaš? Jaz bi tukaj dal malo drugačen odgovor in jaz že iz odgovora vem, da njega to samo pavšalno zanima. Iz vprašanja. Ja. A zato, ker veš, kdo je to napisal, se to ne veš? Ne, sam tako. Sklepaš? Po tipu vprašanja, ja. Ker če bi njega zanimala podjetniška pot, bi on rekel, nimam pojma, kaj pomeni, kaj moram narediti, da lahko začnem to prodajati, kar sem si zamislil. Se pravi, malo bolj specifično. Se pravi, vprašanje en korak naprej. Že bolj konkretno. Tako, ja. Tako. Ali pa iščem financiranje za svojo idejo. Kam ne grem pogledati? Iščem nekoga, ki bi dal feedback, ne, že nekaj. Ja. Se pravi, to, kar nekdo napiše, zanima me podjetniška pot, to je bolj vprašanje, jaz bi nek karierni razvoj svoj, pa bi... Sej, ne pravim, da je to zdaj slabo, samo ni to res, da njega zanima podjetniška pot, njega zanima neka, tako ga klema neko, on je lahko zelo ambiciozen, pa ga zanima nek biznis, sam to ni nujno, da ga zanima lastna podjetniška pot. Tako da je teh, tako kaj Klemen rekel, teh možnosti je milijon, jaz sem čist iste stvari delal, hodil na neka predavanja, ki so bila ob študiju, startup vikendi. Takrat imaš res čas. Jaz sem tudi veliko na druge fakultete hodil. Na pravna fakulteta je imela zanimiva predavanja, ki imajo neko, kaj imajo že društvo. Zanimiva predavanja so bila. Pa pol... Škrave hodil vse, pa so samo v diskačene. So bebe. Pravna. Tako sem v bistvu za hekovnik takrat zvedel, ko se je formiral še čist na začetku. Sem bil na prvem eventu, ko so oni to rekli, da bo nastal. Hudo. Tako pa Frelih. In ja, to si mislim, da ti v prejšnjem omenil, ali si omenil pri teh fantih. Jaz sem tudi veliko tja zahajal. Sicer nikoli nisem imel nobene ideje, da bi jo tam realiziral, ampak me je vlekel v te community. Tako da, ja, teh možnosti je ful velik. Ampak, če te zanima podjetniška pot, pol moraš vedeti, da te zanima ustanoviti podjetje, ampak ustanovitev podjetja je samo en formalni korak na tej poti, tako da poglej na data.si, tam imaš blok ogromen, kjer vse tehnično piše, kaj to zahteva. Ti meni raj povej, a imaš res neko idejo, oziroma a ti lahko pomagamo pri kakšni realizaciji, da te povežemo s kom, da ti že nekaj delaš. To je že en korak naprej. Ti si že na podjetniški poti.